Dober dan. Evo, da malo presekam moje vloge o špartanskem teku in pripravi na špartanski tek. Bomo danes pregledali eno študijo na hitro. Študija je v bistvu gledala razliko med vnosom živalskih beljakovin pa rastlinskih beljakovin v telo, kaj se pač zgodi z esencialnimi aminokislinami v krvi, pa predvsem z leucinom. Zdaj pa naslov študije je Differential Responses of Blood Essential Amino Acid Levels Following Ingestion of High Quality Plant-Based Protein Blends Compared to Whey Protein. A double-blind randomized crossover clinical trial. Link bom dal od spod, ker je pač lahko si vsak prebere, ni plačljiva. Teda ne bo kdo mislil, da si kaj izmišljujem. V bistvu pa naslov pomeni to, da so gledali odziv telesa, predvsem kako se dvigne nivo aminokislin v krvi in pa nivo leucina, potem ko zaužijemo nek beljakovinski obrok. Zdaj, da kar na začetku že razčistimo, ker je ponavadi to pri teh študijah problem, ko se gre v mesnih, pa mlečnih, pa živalskih, pa rastlinskih izdelkih, pa kaj je boljš, pa kaj ni. Ponavadi ena in druga stran, se pravi in vegetarijanci, in vsejedci, in mesojeci, ponavadi na koncu pogledajo, kdo je študijo financiral, zaradi tega, ker če je nekaj v redu z mesom pokazala, pa je bila mesna industrija, ko je financirala pol študija, kao ne bi držala, in obratno, če je nekaj pozitivnega glede rastlinskih virov, pa so financirali, ne vem, avocado board, pač pol kao študija ne bi držala. No, toto študijo sta financirala Danone Research and Sequel Naturals. Kakor sem gledal Danone Research, pač to je Danone, tam Actimeli pa to, ko imajo mlečne izdelke in tudi vegetarijanske in veganske. Se pravi, tule mislim, da konflikta interesov ne bi smelo biti. Sequel Naturals je pa v bistvu, nisem neki ful velik najdel, ampak kar sem jaz najdel, vidim, da imajo samo bolj kot ne veganske izdelke. No, kar sem jaz videl, jaz nisem videl kaj drugega kot veganske izdelke. Se pravi, konflikt interesov načeloma ne bi smelo biti, če že v prid rastlinskim beljakovinam. Ok, zdaj pa zakaj je meni v bistvu študija všeč? Študija mi je bila všeč, ker so ful pazili, da so dosegli iz različnih virov beljakovin, so dosegli iste količine leucina. Količina leucina je bila 2,6 grama na merico oziroma na test obrok. Dosegli so iste količine aminokislin. To je tudi ful pomembno, zaradi tega, ker ponavadi je to najtežje narediti in v bistvu to je najbolj pomembno, kar pač se gleda pri vnosu beljakovin v naše telo. Zdaj v študiji so pač opazovali, kako se nivo beljakovin, nivo esencialnih aminokislin pa nivo leucina dvigno, potem ko so zaužili obrok. To mi je všeč tudi zaradi tega, ker pač ponavadi se gleda samo količina beljakovin, ko jih zaužijemo, ne pa v bistvu kvaliteta oziroma biorazpoložljivost, koliko se dejansko dvignejo esencialne aminokisline oziroma leucin v krvi, potem ko zaužijemo neko količino beljakovin. Kar je pa v bistvu bolj pomembno, kot pa količina beljakovin. Zdaj, kje je v bistvu največji problem med rastlinskimi in živalskimi izdelki? Da še to povem, preden grem na obnov študije. Najbolj problem je to, ko z živalskimi izdelki oziroma z rastlinskimi izdelki oziroma z vegansko, vegetarijansko prehrano, karkoli, lahko zaužijemo dovolj beljakovin na dnevnem nivoju, se pravi, koliko jih pač naše telo rabi. Ampak je ful težko poskrbeti, predvsem iz rastlinskih virov, da dobimo dovolj veliko količino leucina na obrok, kar mora biti 2,5 grama na obrok, in pa količino oziroma biorazpoložljivost aminokislin, ki pa je pomembna. Ni isto 9 gramov esencialnih aminokislin živalskega izvora pa 9 gramov esencialnih aminokislin rastlinskega izvora. Ja, po količini ja, ampak ni pa isto po biorazpoložljivosti. Še to, tudi to so enačili, se pravi, zlati standard za preverjanje kakovosti in biorazpoložljivosti in nasploh kvalitete aminokislin je PDCAAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. V bistvu nam pove kvaliteto aminokislin, ki jih zaužijemo. In potrudili so se v študiji, da so vsi trije viri bili ena. Se pravi, to je v bistvu največ, kolikor je lahko. Se pravi, so bili najbolj kvalitetni, kolikor jih lahko dobiš. In rastlinski, in najbolj kvalitetni živalski oziroma sirotkini. No, ok, zdaj pa gremo končno na študijo. Primerjali so 3 različne vrste aminokislin oziroma beljakovin, ki jih bojo zaužili beljakovinskih obrokov. Ena je bila izolat sirotkinih beljakovin, druge so bile grahove beljakovine mešane z bučnimi in dodatek iz koruznih semen, zaradi tega, da so res zadostili za vse aminokisline, za leucin, za proteine. Tretja je bil pa v bistvu izolat tete mešanice rastlinskih beljakovin. Se pravi, izolat graha, izolat buč in izolat sončničnih semen. Teda so v bistvu naredili 2 rastlinska vira, en bolj kvaliteten kot drug, oziroma en bolj biorazpoložljiv kot drug. Zdaj, kaj je fora, da so enega dali pod izolat, zaradi tega, da je bolj biorazpoložljiv?
zaradi tega, ker rastline vsebujejo antinutriente, ki v bistvu otežijo prebavo v našem telesu. To so pač obrambni mehanizmi rastline, ko se zavarujejo v naravi, da pač je nekaj uničeno, ne? In to, ko mi zaužijemo, dobimo antinutriente v telo in pač lahko povzročajo težave, predvsem pa povzročajo, da se telesu odpornost dvigne, zato so tudi antinutrienti pomembni in jih je treba vnesti v telo. Se pravi, ja, dejansko so naredili izolat, zato da so se znebili čim več antinutrientov, zato da ni bila to ovira pri biorazpoložljivosti rastlinskih beljakovin. Ok, zdaj prva stvar, ko je bila, so mogli doseči, da je bil nivo leucina enak in to so dosegli tako, da so pač dali določeno količino beljakovin. In zdaj pri sirotkinem izolatu je bilo potrebnih 24 gramov beljakovin, da so dosegli 2,5 grama leucina oziroma 2,6. Pri rastlinskih je bilo potrebno 30% več skoraj, se pravi 34 do 36 nekaj takega gramov beljakovin, zato da so dosegli 2,6 grama leucina. A ja, pa s tem so poskrbeli tudi, da je bilo 12 gramov esencialnih aminokislin v vsakem izmed teh treh virov beljakovin. Študija je bila narejena na zanimiv način in se mi zdi, da je bil malo boljši način, to je super način za polinterpretacijo rezultatov, ker jih je lažje interpretirati, bolj natančni so, pa malo bolje kontrolirano. Dejansko je bil vsak osebek sam sebi kontrola. Se pravi, če bi, ne vem, da si predstavljate, da gre 5 ljudi tja, vsak od njih bo zaužil in grahove beljakovine en teden, drug teden in grahov izolat in tretji teden sirotkin izolat. Vmes so imeli pauzo, zaradi tega, ker se je moglo prepucati oziroma ciklizirati, zato da niso ene beljakovine vplivali na druge in pol so v bistvu gledali, koliko se je dvignil nivo esencialnih aminokislin pa leucina do 4 ure po obroku. Ok, zdaj pa kaj se je zgodilo. Vsi trije viri so dvignali nivo esencialnih aminokislin pa nivo leucina v krvi, kar je super. Zdaj pa, kljub temu, da so bile izenačeni nivoji leucina, izenačeni nivoji esencialnih aminokislin in da so imeli v bistvu pri rastlinskem vnosu večji vnos beljakovin, in da je bil zlati standard, ko sem ga prej omenil, dosežen pri vseh treh vrstah praškov oziroma dodatkov, so imeli sirotkini izolati oziroma ljudje, ko so jemali sirotkini izolat, še vedno skoraj 30% višji odziv oziroma višji prerastek aminokislin pa leucina v telesu. Se pravi, kljub temu, da so vse zadostili, kljub temu, da so bili viri super kvalitetni, kljub temu, da so bili viri zmešani, da so dosegali standard, da so res imeli vse esencialne aminokisline, je še vsem živalski vir oziroma sirotka imel boljši odziv na kri oziroma v krvi, se pravi na esencialne aminokisline pa leucin. Zdaj, to bi lahko bila spet fora tega, da pač so bili v rastlinskih virih antinutrienti, ampak to bi mogel načeloma izolat rešiti. Res je, da ni bil 100% izolat, zaradi tega, ker se pol ful ubadaš s tem, ker je res ogaben, ful je grenek. In ne vem, če se ga da sploh jaz, ker 100% izolat je res grenek. Že ne vem, mislim, da so imeli tu 25 ali 15% izolat, pa so imeli probleme z okusom. Zdaj pa, da daš na 100, pa itak sploh ne moreš jesti. Ampak to ne vemo, kak je. Lahko je bilo boljše, lahko je bilo isto. Se pravi, sirotkine beljakovine so še vedno bolj kvalitetne oziroma imajo večji odziv z vidika anabolizma. Je pa tudi zanimivo, da jih rabimo zaužiti manj za isti odziv, kot pa rastlinskih beljakovin. Ok, to je bilo to. Zanimiva študija mi je bila, mislim, da nima konfliktov interesov, mislim, da so naredili ful dobro študijo, mislim, da so rezultati lahki za interpretirati. Ok, hvala za ogled. Naslednji video bo verjetno tretji vlog, se pravi pre-workout oziroma post-workout shake oziroma obrok za regeneracijo pa za performance na špartanskem teku.